Lepo pozdravljene, spoštovane kozmetičarke, vsi, ki nas spremljate na področju kozmetike. No, danes imamo eno zanimivo gostjo v našem SOS srečanju, ki smo ga pripravili zato, da pomagamo vsem, ki delate v salonih, pri različnih težavah, ki se pojavljajo oziroma izzivih, in skušali bomo odgovoriti na nekatera vprašanja z našimi gosti. In danes je z nami nekdo. Kdo je z nami danes? Dober dan. Dober dan, na tej strani Azra. Prihajam iz Logatca v bistvu in se ukvarjam s podaljševanjem trepalnic. Super, Azra. Kot sem rekla, se lahko tikava, ne? Seveda. No, lepo. Z Azro se sicer še ne poznava, ne vem niti, kje je salon, ne vem, kako deluje, kaj, na kakšen način, ampak jaz bi Azra postavil ti par vprašanj, zato da vidimo, da dobimo neke osnovne informacije, da vidimo iz teh izhodiščnih točk, kaj lahko pripomoremo k temu vprašanju. Se pravi, salon, smo rekli, deluje v Logatcu, je to center? V bistvu ne, ni center, salon je v sklopu hiše. Okej, aha. Ja, tako da ni na eni ekstra vidni lokaciji. Okej. Ampak ja. Okej. Dobro. Zdaj pa salon deluje že koliko časa, Azra? Jaz sem tam v bistvu 4 leta, ta kolegica, ki podaljšuje nohte, je pa ene 3 leta, se pravi ene 7 let po mojem. Aha, dobro. Skupaj delate še s kolegico, ki dela nohte, ne? Tako. Tako. Odlično. Če smem vprašati, Azra, stranke so samo iz vašega okolja, iz Logatca, ali prihajajo stranke tudi iz okolišnih krajev? Tudi okolica, tudi Ljubljana, Postojna, pač iz vse povsod, Idrija. Ja. Pomeni, da delate dobro. Tako. Je res? So zadovoljne, ne? Ja. Okej. Me zanima še nekaj. Kaj je pravzaprav tisto, kar v vašem salonu, oziroma ste nas kontaktirali, oziroma me kontaktirali, in kaj je tisto, kar pravzaprav povzroča, bomo rekli, neko težavo, neki izziv? Ja, zdaj prvič, odkar delam v bistvu v salonu, v 4 letih se mi je zgodilo, da imam kar upad prometa. Aha. Ponavadi so septembri malo slabši, ampak zdaj je kar malo več. To je Malo bolj. se pravi, nenaden padec prometa, če lahko temu rečemo, ne? Tako. Aha, super. Kako pa ste do zdaj delali, recimo na marketingu, če smem vprašati, s strankami vašimi? Ja, v bistvu samo Instagram, Facebook. Kako ste pridobivali stranke? Preko Instagrama? Tako, Instagram, Facebook, od ust do ust. Tako je šlo, no. Okej. Nekako. Okej. Kaj vam je največ doprineslo od tega, kateri socialna omrežja so vam najbolj pripomogla pri tem, katera je bila najbolj učinkovita? Mogoče Instagram. Instagram. Ja. Se pravi, tam ste prikazovali vaše delo, slike, ste izvajali tudi kakšne videe, verjetno? Tako, ja. Ja. Čeprav jaz mislim, da sem največ strank dobila od ust do ust, no. Aha. Ja. Saj, kot vemo, to je najboljša oblika marketinga, je pa hkrati najpočasnejša, ne? Tako. Ja, okej. Dobro. Imate vi kakšno željo, koliko strank bi vi želeli pridobiti na novo, da bi bili zadovoljni in da bi lahko vaše delo potekalo, bomo rekli, morebiti celo boljše kot prej? Ja, kakšnih 10? Okej. 15, recimo 10-15. Zdaj mogoče veste, koliko imate zdaj število vseh strank, morebiti, slučajno? Ne vem Ne bi vedela točno, v točno, bistvu. ne? Okej. Ne.
V glavnem s prihodki, ki ste jih imeli do sedaj, ste bili zadovoljni? Ja. Ja, je bilo vse, se pravi, ok. Ste Ja. imeli kakšne večje investicije tudi v salon? Ne, to pa ne. Ne, ok. Dobro. No, bova zdaj skušala nekako to zadevo razčistiti, ne? Zakaj prihaja do tega nenadnega padca, ne? Zdaj, zadeva je taka. Nenadni padci se dogajajo lahko iz več razlogov, ne. Eden od teh razlogov je predvsem obdobje, kajti v določenih obdobjih je zaznati, recimo, da nekateri saloni imajo manjše število strank, potem se pa to naenkrat poveča, predvsem proti koncu leta, ko se začnejo nekoliko bolj pripravljati na te novoletne praznike, ne. Druga zadeva pa je, da v vaši dejavnosti, recimo, kar se tiče izdelave trepalnic, moram reči, da je tukaj nastala v zadnjem času dokaj velika konkurenca. In ta konkurenca je na eni strani seveda dobra, ker spodbuja potem ostale, da se nekako, da naredijo korak naprej. Na drugi strani pa ta konkurenca tudi nekoliko prestraši tiste, ki imajo seveda nenaden padec prometa, če lahko temu tako rečem, ne. Zaradi tega, ker recimo mi moramo razumeti, da so saloni statična dejavnost. In ker so statična dejavnost, ne zadostuje samo ena oblika marketinga, zato je ključnega pomena, kako koristimo in na kakšen način oziroma katero od oblik marketinga koristimo, zato da bi lažje pridobili nove stranke. Zdaj, mi poznamo tukaj dva načina, ki sta zelo pomembna pri sami uporabi marketinga. Lash lift je storitev v bistvu, ki je zelo atraktivna, postaja vse bolj atraktivna in zanimivo pri tej storitvi je, da imamo vsak dan več novih izvajalcev, ki pa večina njih prihaja iz tako imenovanih nekoliko hitrejših tečajev, če lahko temu tako rečem. Se strinjaš s tem? Ja, definitivno. No, in tukaj je prikazati isto pravo kakovost, je treba najti pravi način za to, da bi ne samo prikazali kakovost dela kot tako, temveč, da bi na drugi strani lahko ohranili tiste stranke, ki pridejo in jih nekako nadgradili. Vse to mi počnemo s tako imenovanim notranjim marketingom. Imamo notranji marketing, pa imamo zunanji marketing. Notranji marketing je fokusiran na že obstoječe stranke, na tiste, ki jih že imamo, in iščemo načine, kako jih bomo nadgradili, zato da bomo povečali na eni strani število obiskov in na drugi strani, da bomo povečali tudi prodajo samih storitev oziroma tudi izdelkov za domačo uporabo, za vzdrževanje tega, kar vi v salonu uspete narediti. Torej, zato je tukaj pomembno pripraviti neke vrste strategijo, kajti vi ste imeli do sedaj pripravljeno neko strategijo, neki začetni načrt, kako boste začeli, v kakšno smer boste šli oziroma si imela to pripravljeno, ali si šla, bom rekel, po tej klasični, tako imenovani poti v ta posel? Po klasični poti sem šla. Po klasični poti. Ja, nobene strategije nisem imela, pač šla sem. Naredila sem tečaj, začela sem doma, pač par strank in pol se je to kar malo širili in tako. Ok. Kaj pa izdelki, če smem vprašati, se uporabljajo, oziroma se uporabljajo izdelki, verjetno uporabljate izdelke več blagovnih znamk, ne? Ali samo eno? Ja. V bistvu jaz imam to blagovno znamko, ki je preverjena za podaljševanje trepalnic in lash lift. To je London Lash, tako da z njimi delam, no. Rezultati so dobri, ne? Ja. Ok.
Zdaj pa me zanima še ena zadeva. Vi imate od vaših strank potem še kakšne dodatne povratne informacije o tem, o storitvah, koliko so zadovoljne, kaj bi one more biti, kaj še spremenile, dodale in tako naprej? Ja, jaz vedno, ko mi pride stranka, ne glede na to, a je nova ali je stara, in ko pride pač na refil, na korekcijo, jo vprašam, če je bilo vse v redu, bi kaj spremenila, bi kaj drugače. In mi pač povejo. Kaj vam povedo, če smem vprašati? Ja, ne vem, povejo mi, na primer, rada bi imela bolj goste, rada bi tle imela bolj zavihane. Tako, na ta način. No, evo, ko pride enkrat do padca prometa, kot smo rekli, je potrebno hitro ukrepanje. In hitro ukrepanje je seveda tudi marketing, ki ga pa moramo izvajati načrtno. Se pravi, moramo preveriti, kaj dela naša konkurenca, na kakšen način čo počne, da naredimo neke vrste analizo, zato da vidimo, kje se trenutno nahajamo. Je bilo to razumljivo, Azra? Ja. Zakaj je to dobro narediti? Ne samo zaradi cen. Zato, ker pri trepalnicah je tipično to, da se ljudje zelo veliko osredotočajo na cene, podobno kot je to recimo pri nohtih. Vendar, zakaj to omenjam? Zato, ker to so dejavnosti, ki so omejene. Kaj to pomeni omejene, da me ne bi napačno razumeli? Omejene so zaradi tega, ker več kot toliko dnevno jih ni mogoče narediti in tudi prihodkov je nemogoče narediti več kot toliko na dan. Recimo, če bi gledali v primerjavi z nego kože na obrazu ali pa nego telesa, je zgodba povsem drugačna, ker oni lahko v 1 uri ali pa v 2 urah dosežejo bistveno drugačije vsote prihodka, kot pa recimo pri trepalnicah ali pa pri nohtih, če gledamo. Čeprav je še vedno ta dejavnost nekako v razvoju in verjamem, da tukaj se bo dalo še veliko narediti, seveda, če boste želeli, če bo želela pravzaprav. Ampak pomembno pri tem, kot smo rekli, je, da se hitro ukrepa. Naš prijatelj je to zelo lepo povedal, je rekel, veš, ko se usedeš v letalo, ko te zabije v tisti sedež notri, takrat vidiš, da se porabi vsa energija, ki obstaja, zato da on poleti. In tako je tudi pri našem delu, ko delamo v salonih. Ko vidimo, da nekaj se je nekje blokiralo, je treba izkoristiti vso možno energijo in vse potenciale, da se zadevo spravi korak naprej. Vendar to je bilo zaenkrat samo opozorilo, da moramo narediti nekaj več, da ne bi zapadli v isto, kot smo zapadli sedaj. Kaj je to nekaj več? Je pa predvsem to, da se osredotočimo bolj na eni strani na pridobivanje novih potencialnih strank in predvsem na nadgradnjo že obstoječih strank. Če smem vprašati, Azra, imaš ti dobro urejeno bazo teh tvojih že obstoječih strank? Ja. Se pravi, ta baza, kaj vključuje recimo pri tebi? Imaš kontakte, še kaj? Kontakte, pač naprej določamo termine. Okej. Ima ta baza podatkov, ki jo imaš, se vodi kakšna evidenca tudi, kaj si glede marketinga recimo naredila za posamezno stranko? Ne, to pa ne. No, to bi priporočal, zato ker nekateri programi, ki uporabljaš mogoče avtomatski program za naročanje, imaš klasični model? Klasični. Tukaj je to zelo dobro, že v sami bazi podatkov, si to bazo podatkov lepo dopolniti na pravi način. Mi imamo tudi, bomo rekli, razne pripomočke, ki nam pri tem pomagajo, ampak poanta tega je, da se pridobi čim več informacij s strani strank, zato da jih lažje nadgradimo. Zdaj, jaz verjamem, da ti tvoje stranke že poznaš v večini in točno veš, kaj koristijo in točno veš, kaj jim lahko ponudiš, je tako? Vendar treba bo zadevo vsaj pri že obstoječih strankah na nek način nadgraditi, se pravi ponuditi nekaj več, nekaj drugače in predvsem
se nekoliko distancirati od konkurence. Se pravi, moramo narediti strategijo konkurence, da vidimo, kaj ta konkurenca počne. Bodi si na področju pridobivanja strank, bodi si na področju izvajanja aktivnosti, načina dela, torej, ne, in na področju vrednotenja teh storitev. Zakaj je to tako pomembno? Zaradi tega, ker včasih se zgodi tudi padec, ne samo zato, ker ima nekdo občutek, da so cene višje, da je nekdo dražji, temveč se lahko zgodi nasprotno, da so cene prenizke in se ne uspe pridobiti prave ciljane skupine strank. In tukaj moramo biti previdni. Torej, če gledamo konkretno rešitev za to, je najprej se opredeliti na ciljano skupino strank. Za vas, recimo zate, za tvoja dejavnost je ciljana skupina, idealna skupina tam nekje od 18 do 45 let. Ne? Tako je, ja. Normalno, da nekateri uporabljajo že prej, pa nekateri tudi kasneje, ampak govorimo, v večjem delu je ciljana skupina osredotočena na to starost, ki sem jo omenil. Ne? No, zdaj pa, če mi želimo marketing dobro aktivirati, mi moramo ta marketing osredotočiti točno na to skupino in da ne gremo preveč posplošeno. Zato, ker to je včasih mogoče nekoliko težje razumljivo ali pa ljudje tudi težje sprejmejo to informacijo, ki jo bom sedaj podal. In sicer širše kot zajamemo področje in več, ko podajamo informacij na tem področju, se pravi, da smo manj osredotočeni na ciljano skupino strank, manj bomo učinkoviti. Zdaj, če se vi želite distancirati, oziroma ti, če se želiš distancirati od konkurence, je dobro, da se distanciraš na način, da najprej se fokusiraš na točno ciljano skupino strank, ki jo ti želiš doseči, ampak da bi dosegla to skupino, moraš vedeti, kaj oni koristijo kot neka orodja, da se odločijo za nekoga, da bodo prišli k njemu, ali pa, se pravi, kakšno obliko marketinga, ali ne. Zakaj? Zato, ker za nekatere, kot sem predhodno že omenil, salon je statična dejavnost. In če mi uporabljamo v salonu izključno digitalni marketing, ni dovolj učinkovito, zaradi tega, ker ti potrebuješ stranko na vratih in ne na spletu, je tako. Tako je. Res pa je, da je digitalni marketing orodje, ki omogoča lažje pritegniti stranko na neko prvo storitev, ki jo ti lahko ponudiš pod nekimi ugodnejšimi pogoji. In ko stranka pride k tebi v salon, jo lahko ti dogradiš, nadgradiš še z ostalimi storitvami, ki jih ti ponujaš. Ja? Ja. To je ena od zadev, na katero je treba polagati čim več pozornosti. To ne pomeni, da se razumeva, da recimo digitalni marketing ni potreben ali pa ni koristen. Daleč od tega, digitalni marketing je zelo pomemben. Ampak za začetek, glede na to, da ti že imaš svoje stranke, se je najprej potrebno osredotočiti na tako imenovani notranji marketing. Da skušaš tvoje stranke čim bolj nadgraditi, tudi s storitvami, ki še izvajaš dodatno, in seveda tudi dvigovati, bomo rekli, kakovost, bodi si še s kakšno drugo blagovno znamko ali pa s kakšnim drugim izdelkom, ker vemo, da se to področje zelo hitro spreminja, je tako. Spreminjajo se materiali, spreminjajo se marsikaj, tehnike dela in tako naprej. Skratka, tukaj je še veliko odprtega prostora, ki se ga da izkoristiti. No, in če se vrnemo nazaj na ta digitalni marketing, v večini, kot si predhodno omenila, uporabljaš socialna omrežja, je tako?
Tako je, ja. No, socialna omrežja, lahko povem, da so, no, mi temu rečemo, če lahko rečemo v navednicah, pravimo, da so hladna omrežja. Zakaj? Hladna omrežja so zaradi tega, ker so to platforme in ti moraš z nekom biti najprej v kontaktu, ja, zato da potem lahko njemu nekaj ponudiš. Najprej moraš nekoga dobiti, da s tabo na nek način preko določenega medija komunicira, da ga ti lahko potem pritegneš. Se strinjaš s tem? Ja. Definitivno. Tako. No, mi pa imamo še eno veliko možnost, to so tako imenovani vroči kontakti, ki jih lahko dobiš, ne, vroča orodja. Zelo vroče orodje ti je Google ali pa YouTube. Zakaj? Zato, ker Google ali pa YouTube so iskalniki in niso platforme. To pomeni, da ko boš ti na iskalnikih, še posebno preko ADS, če boš šla v plačljive objave, je tukaj potencial bistveno večji. Lažje prideš do tvoje ciljane skupine, zaradi tega, ker si na iskalniku, kako bi rekel, lažje prepoznavna, bodi si po lokaciji, bodi si po nekih okoliščinah tvojega področja, kot je recimo pošta, lekarna, ne vem, cesta, šola, ne vem, karkoli, ki lahko pritegne, bomo rekli, iskalce tvoje storitve nekako na neki lažji način, hitrejši način. Krajša je pot do njih, no, če lahko temu tako rečem. Zato je Google se premalo koristi pri nas. Ne vem zakaj, ali so mogoče ljudje premalo seznanjeni, ali pa je seveda ta trend Instagrama. Ja, če ljudje vidijo na Instagramu, veliko sprašujejo, veliko jih pride, ne? Ampak jaz tudi rad vprašam, kolikšno točno je število teh ljudi, ki pridejo. Veste, koliko mi strank dobimo preko Instagrama, mi včasih rečejo, ja, to je super, ampak je potrebno vedeti število. Zato, ker ko imate vi to število, potem vidite, katero, ali pa ti, ne, vidiš, katero orodje je tisto, ki tebi najbolj služi, bodi si pri pridobivanju strank in pri nadgradnji že obstoječih strank, ki jih imaš, ne. In to je tisto, kar se splača izkoristiti. In zdaj, ne vem, upam, da sem ti uspel prikazati neke smernice, na kaj se je dobro osredotočiti, zato da bi ti s čim manj napora dosegla večje število novih strank, ki jih boš pa morala znati seveda zadržati. Zadrži se jih pa tako, da jih lahko pritegneš na dodatne storitve. In zdaj, če gledamo pri notranjem marketingu, se pravi, ko delaš na že obstoječih strankah, je dobro določeno vpeljati tudi nekatere aktivnosti, ki v današnjem času morebiti niso logične, so pa še vedno zelo učinkovite in to ena od teh je recimo papirnati marketing, ne. Papirnatega marketinga se skoraj nihče več ne loteva, ne, ker pravijo, ja, to je pase, ne. Ja, ampak če si ti v nekem manjšem kraju, kako bo neko okolje, v katerem si, za tebe izvedelo? Kaj pa, če ne uporabljajo nekateri recimo socialna omrežja? Kako bojo izvedeli? Vprašanje, ne? Morebiti ne bi bilo napak narediti kakšne letake tudi v tem primeru, ker je okolje kot tako več ali manj, če lahko tako rečem v navednicah, na videz ali kakorkoli se ljudje že poznate, ne? Ampak v tem primeru ima to neko posebno noto. In moram povedati, da ljudje smo takšni, da imamo v papirnati marketing, ne glede na to, da se ne uporablja v takšni količini več, kot je to bilo včasih, imamo bistveno večje zaupanje kot v digitalni marketing. Ker digitalni marketing, on omogoča izjemno veliko. Lahko se z njim prikaže vse v idealih ali pa se ustvari večjo škodo še, ne.
Se pravi, mi temu pravimo, da digitalni marketing je idealna zadeva za povedati resnico o nas. O nam, ne? Se pravi, mi moramo vedeti točno, ko se osredotočimo na ciljano skupino, na katero, bomo rekli, katera oblika marketinga bo za njih najbolj aktualna. Seveda preko teh oglasov, recimo, dal bom še en primer, ki je zelo zanimiv, ne. Zdaj, v manjših krajih imate tudi billboarde, ne, te velike plakate, ste opazili, ne. Tako je, ja. No, na te billboarde, če vi uporabljate ta billboard samo v vašem kraju, tudi investicija v sam marketing ni toliko velika, ne. In to je najlažje prepoznavanje v vašem okolju, se pravi pri ljudeh, ki jih morebiti vi še ne poznate, oziroma oni ne vedo, da vi izvajate recimo te dejavnosti na tej lokaciji, ne. In to je idealna priložnost za prikazati večjemu številu ljudi, v čem ste vi lahko drugačni, boljši. Tudi ta billboard se lahko izkoristi v takšni obliki, da hkrati, ko predstavite sebe, ponudite neko prvo storitev za prvi obisk z neko dodatno storitvijo, ne, da jo lahko ponudi, recimo bi dali, ne vem, trepalnice plus oblikovanje obrvi, v mesecu, govorimo na pamet, novembru, po neki znižani ceni. Ampak to velja samo za ta mesec ali pa za določene dni v tem mesecu, recimo prvih 15 dni od 1. do 15. novembra ali pa od 1. do, ne vem, 30. novembra. Dobite, se pravi, trepalnice plus oblikovanje obrvi samo za ceno X. Ampak to je samo zdaj in nikoli več, ne. S tem pritegnete vi te stranke, da pridejo k vam in ko bodo, oziroma k tebi, in ko bodo one prišle k tebi, potem ti nadgradiš to stranko še bodisi s prodajo izdelkov za domačo nego trepalnic, ne, tukaj imamo lahko serume prodamo, lahko prodamo maskaro, ne, in seveda s tem si ustvariš na eni strani dodatne prihodke, ampak predvsem zadržiš stranko lažje pri sebi, ker potem bo tudi v prihodnje kupovala izdelke pri tebi. Dobro vemo, da se stranke za izdelke, na katere se navadijo, se tudi hitro navežejo, ne, če vidijo, da so seveda kakovostni. Zdaj, dobro je tudi nagraditi z neko zvestobo, ne, teh strank, ki so že obstoječe pri vas, recimo pri tebi. Dobro je pripraviti kakšno SMS sporočilo, ki bo zelo osebno, ne, in na katerem moraš paziti, da ni pretirano reklamno usmerjeno. Kajti, ukoliko bo pretirano reklamno usmerjeno, seveda stranke ne bodo tega preverjale ali pa te bodo skenslale, po domače povedano. No, ampak tukaj lahko recimo dodaš neko storitev, ki je specifična, bližamo se koncu leta, priprava trepalnic vemo, da je potrebna že prej, ne, rezervirajte si svoj termin v našem kraju po določeni ugodnosti, ki velja samo od dneva X do dneva X. Se pravi, vi lahko, oziroma ti lahko daš tudi neke vrste popust, čeprav se s popusti več ne dela, ampak popusti se še vedno lahko koristijo za storitve, ki so kot akcije recimo omejene. Se pravi, stranka ima možnost nekaj dobiti, vendar pod določenimi pogoji, ne, ampak samo v določenem terminu. Ja? Ja. To je zelo pomembno, samo v določenem terminu, zato ker mi moramo stranke aktivirati, zato da one nekaj, moramo jih pripraviti do tega, da se one aktivirajo, tako moramo reči, ne. Okej, do tukaj je bilo razumljivo, Azra? Ja, razumljivo.
Dobro bi bilo tudi pripraviti kakšne dneve odprtih vrat, recimo. Imate kolegice, povabite kolegice, naredite lahko tudi kakšen, bomo rekli, takšen preizkus določenih storitev, ki jih vi izvajate, pa da so še posebej, če so te storitve nekoliko drugačne, recimo nekateri se lotijo tudi delavnic, ne. Samo jaz bi tukaj bil zelo previden, pa veš zakaj, zaradi tega, ker delavnice so malček občutljiva zadeva, ampak so več ali manj prilež pri trepalnicah, no, če tako rečem. Zaradi tega, ker pogosto je videti, da so tečaji hitri, ljudje nimajo še, ker mi v 2-3 dneh ne moreš dobiti grifa v roke in da boš delal že kot strokovnjak, je tako? Ja, definitivno. No, je potreben za to čas in potrebne so tudi izkušnje, je tako? Tako je. In šele, ko človek pridobi na času in izkušnjah, potem si lahko postavi primerno vrednost. Ja, In če ta vrednost ni realna, je potem bodisi podcenjena ali precenjena. ja. In potem vidimo strokovnjake na eni strani, ki so vrhunski strokovnjaki pri izdelavi trepalnic, ki delujejo s podpovprečno ceno, ali pa je lahko tudi nasprotno, da je nekdo manjši strokovnjak in deluje z nadpovprečno ceno. Pač marketing mu to omogoča, da lahko ustvarja določene stvari na takšen način, ne. In seveda, zdaj, če boš ti postavila sebi realno ceno, realno vrednost, je potrebno tudi zagovarjati. Zagovarjaš jo s kakovostjo dela, z rezultati, ki si jih že dosegla, zato ne se bati ljudem povedati, kaj si že dosegla, zakaj prihajajo tvoje stranke k tebi, kaj ustvarja pri njih zadovoljstvo pri tebi, je to vzdušje, je to okolje, je to prostor, je to način komuniciranja, je to pristop, ki je nekoliko drugačen, je to mogoče okoliščine, da lažje pridejo do tebe, da nimajo problem s parkiranjem, da nimajo problem s čimerkoli, s prevozom in tako naprej, ne. Vse to so take malenkosti, ki imajo izjemno velik pomen pri postavitvi cen. In če te cene imajo za sabo še kakovostno storitev z vsem ostalim, kar smo našteli, potem je uspeh neizbežen. Potrebujemo samo še dober marketing, zato da nas trg prepozna, po čem je nekdo dober, oziroma te prepozna, po čem si ti najboljša, in to potem izpostaviš. Se pravi, ni potrebno vse naenkrat izpostavljati, če izvajaš več storitev, lahko izpostaviš samo eno, tisto, v kateri si najboljša, v kateri imaš največji potencial, v kateri lahko zagotoviš najboljše rezultate, ustvariš največje zadovoljstvo pri strankah, s tisto storitvijo greš v ospredje, in ko stranka enkrat pride do tebe, potem to storitev nadgradiš še z ostalimi storitvami, ki jih ponujaš. Ne? In seveda tako stranki pomagaš, da se ona tudi razvija. Potem lahko narediš določene ugodnosti, recimo lahko v periodičnih obdobjih izvedeš določene akcije, lahko, kot sem predhodno omenil, že narediš kakšna srečanja, recimo, ne vem, se dobite ženski večer, naredite eno posebno druženje, v katerim boš predstavila, kaj je novega na trgu, kaj se je zgodilo, imamo nove materiale, imamo nova lepila, imamo nove serume, imamo nove maskare, so takšne in drugačne, recimo. Vse te prednosti se pokaže ljudem, ker marketing, ki ga sedaj opažamo, predvsem na hladnih omrežjih, tako kot sem predhodno omenil, se pravi na socialnih omrežjih, pretežno govori o osebah, ki to počnejo, zato da se prikaže, koliko kakovostno opravljajo to delo. Vendar mi moramo skrbeti tudi za to, da znamo uporabljati jezik
strank in ne naš, da delamo tisto, kar bo ljudi pritegnilo, kar je za njih zanimivo, in da delamo manj to, kar je nam všeč. Zato, ker v salonih je potrebno delati včasih tudi stvari, ki nam niso všeč. Ja, se strinjam. In če delamo samo stvari, ki so nam všeč in rečemo, wow, to je dobro, ne, potem ni rečeno, da je to za tistega, ki bo to spremljal, v kakršnikoli obliki pač že, tudi dobro. In zato moramo biti previdni, zato na naših šolanjih recimo mi učimo govoriti jezik strank. Mi moramo znati, mi moramo se naučiti pravzaprav, kako uporabljati besede, stavke, ki bodo ljudi pritegnile, in sočasno opozorimo tudi na to, da ne bi zapadli v tako imenovan ego marketing. Ne? Se pravi, jaz sem najboljša, jaz pokažem število pokalov, ker če imam veliko število pokalov, potem pomeni, da sem najboljša pri svojem delu. Je res in je tudi prav to prikazati, samo je treba biti previden, v kolikšni meri in v kakšni obliki. Ker če nekdo prikaže pokale zato, ker je nekaj dosegel in upa, da bo s tem pridobil stranke, je v bistvu ni napačno, no, če lahko tako rečem, ne. Ampak, če bo pa stranki povedal, kaj lahko v njenem salonu pridobi, ker je drugače od ostalih, in da je na osnovi tega potem pridobila določen pokal, je pa zgodba drugačna, je res? Ja, res je. Povedali smo pa isto. Samo v drugačni obliki. Torej, govoriti moramo jezik strank. Zato, da bodo one to razumele tako, kot one to želijo. Tako, kot je njim všeč in ne tako, kot je nam všeč. Včasih rečejo, ja, saj to je super, ampak veš, mi tega ne delamo, ne. Ja, saj zato smo tukaj, da vam povemo, kaj je dobro narediti, ne kaj delate. Naše delo ni ocenjevanje, ali je nekaj prav, ali je nekaj napačno narejeno, ne. Naše delo je, da ljudem damo smernice, da oni lahko ustvarjajo na njim najbolj pisan način na kožo, bi rekli, ampak tako, da izpostavijo svojo kakovost dela ljudem na razumljiv način. Okej. Je bilo to razumljivo? Razumljivo. Ja. Razumljivo, ja. Sem ti podal kakšno smernico, ki ti bo koristila zdaj pri tem? Definitivno. Veliko smernic. Veliko smernic. No, pomembno je samo se aktivirati. Jaz vedno Tako pravim je, ja. kozmetičarkam tudi v saloni. Enkrat, ko se boste aktivirali, celotno okolje okoli vas se bo aktiviralo. Ja, definitivno tako je. In iti na polno. Uporabljati vsa orodja možna, in digitalni marketing, in klasični marketing, in to vsaj dokler se ne pridobi, bomo rekli, neko določeno število strank, ki jih bomo kasneje nadgradili. Še eno stvar sem pozabil, Azra, to ne smemo pozabiti. Kako sodelujeta s kolegico, ki dela nohte? Če smem vprašati. Zelo dobro. Zelo dobro, se pravi, si Ja. pomagate pri tem, da ena drugi pošilja stranke. Ja. Okay. Si mora biti tudi povezana s kakšnimi kozmetičnimi, frizerskimi saloni, spa centri, recimo in tako naprej. Si mogoče s katerimi povezana, ki lahko bi nekako sodelovali? V bistvu z vsemi kozmetičnimi saloni v Logatcu se dobro razumem in mislim, da bi lahko nekako sodelovala. Imaš kakšen predlog, kako vidiš, kako bi lahko to sodelovala? Ja, lahko bi, mislim, za začetek bi lahko kakšne vizitke odnesle, letake, ali pa da pridejo na storitev. Super. Pa naredimo kakšen video, karkoli. Super. Nekaj v tem smislu. Tukaj imam eno priporočilo, če bi te zanimalo, recimo. Lahko narediš kupone, si lahko narediš te kupone za tvoje specifične stranke, ki jih boš ti dobila po priporočilu nekoga. Zdaj, ta kupon je lahko namenjen brezplačni storitvi ali pa storitvi z dokaj nižjo ceno, ker ti je nekdo priporočal, ne? Je to lahko 30-50% recimo
nižjo ceno, ker ti moraš nekaj najprej vložiti, da nekaj dobiš. Tako je, ja, se Ker strinjam. velikokrat ljudje razmišljajo nasprotno, moram najprej dobiti, potem bom videl, koliko bom vlagal, ampak ne gre tako, ne. Res je, Zdaj, ja. mi imamo, zdaj vprašanje je samo, kaj je najboljše vložiti? Nekaj, kar že imamo, to pomeni naše znanje in vlaganje v delo, kar pomeni, da lahko naredimo nekaj tudi brezplačno, je tako? Ali se gremo samo plačljiv marketing in potem bomo videli, kaj se bo zgodilo. To je že tako imenovan ta poslovni model, ki je nekoliko drugačen, ne? No, ampak ne glede na to, narediš te kupončke in se zmeniš določenimi saloni. Da tudi oni naredijo te kupončke, oni dajo za njihove storitve, tebi, mi temu rečemo co-marketing, ne? In co-marketing je tudi združenje, se pravi tega marketinga med klasičnim in digitalnim. Ampak to je zdaj klasični, ne? Ko dajemo kupončke drugim. No, in se dogovoriš z njimi, da ti oni pošljajo stranke, vendar poudarek naj bo na tem, da dobijo te kupončke izključno njene najboljše stranke. Okay. Zakaj najboljše? Se slišiva? Azra? Halo? Halo? Ja, se slišiva, ja. Halo? Ja, Ja. zdaj se slišiva, ja. No, pravim, zakaj najboljše stranke, zakaj je to pomembno, da date? Točno tako, če iščemo dobro Tako, in ja. delamo na dobrem, se nam lahko vrne samo dobro, je tako? Tako je, ja. Če pa mi dajemo te kupončke, tresemo okoli, kjerkoli bi dobili, samo da nekaj dobimo, potem bomo dobili marsikaj, lahko je res, Tako je, ja. ki nam bo jemalo tudi čas, energijo in konec koncev tudi denar. No, in če se tako zmeniš z ostalimi, samo se ni nujno, da je to veliko zdaj kupon, da jih je to 10, 20, ne vem, ne? Lahko začnete s 3, ne? Ampak pomembno je, da se na to ne pozabi. Seveda ti pa delaš to v nasprotni smeri. Ker če ti ne izvajaš nege obraza ali pa nege telesa, ali pa depilacije, karkoli, epilacije, potem boš ti zlahka nekomu priporočala, je res? Ja, res je. In to se splača investirati v te stvari. Co-marketing je zelo, zelo, zelo bogata zadeva in škoda jo je ne izkoristiti. Ne? Okay. Tako. Super, če smemo vprašati čisto na kratko za konec, kaj ti od tega, kar si slišala, bilo nekako najbolj uporabno, če smem tako reči? Ja, v bistvu vse skupaj, tudi ta pač papirnati marketing, na to čist premalo dajemo pomena, ne. Ja. Zdaj, ko pomislim, saj nikoli nisem nič kaj takega delala, da sem se ful oglaševala, razen pač Instagrama, ne. Ja. Tako da res moram delati na tem. Moram povedati, da nekateri, recimo kozmetični saloni, ker imajo širši izbor storitev, so šli še dlje, ne? In so na papirnatem marketingu naredili tako čudovite stvari, da ne morem povedati. Ja, res. To je nekaj neverjetnega. So naredili eni svoje revije, eni svoje časopise, eni svoje brošure na takšne, bi rekel, res vse narejeno z občutkom, z nekim feelingom, zato da se strankam čim več, bom rekli, ponudi, da stranke začutijo, da so v nekem okolju ne samo dobro sprejete, poleg tega, da dobijo še kakovostno storitev in da jih one, kako bi rekel, da jih one ozaveščajo, to je pomembno. Ker mi moramo ljudi ozaveščati, če jih želimo pridobiti nazaj. Jaz ne morem govoriti, recimo pri svojem delu samo o stvareh, ki so bile pred 10 leti aktualne, ker nima nobenega pomena, ne? Ker vidimo že zdaj, da se je spremenilo v roku par mesecev toliko, da glava boli, če lahko temu tako rečem. Ja, res je. Vse se skozi spreminja. Skozi se spreminja in moramo slediti temu, ne. No, jaz vas z veseljem povabim, boste prišli kdaj na kakšno naše predavanje, se bomo spoznali, Z veseljem. prišli k vam na kakšen obisk, vas pogledati, da vidimo, kako to deluje v vašem salončku. Z veseljem. Azra, najlepša hvala. Hvala vam, hvala za vse nasvete, za cel ta pogovor, najlepša hvala. No, srečno in se vidimo.
Hvala, nasvidenje.